Slovenija je že pred 8 leti vpeljala evropsko kartico ugodnosti za invalide, ko se je vključila v evropski pilotni projekt, v katerem je sodelovalo že 7 držav članic: Italija, Belgija, Finska, Estonija, Romunija, Ciper in Malta. S kartico lahko dobite popuste v storitvah prometa, turizma, kulture, športa in prostočasnih dejavnosti. Če oddate vlogo s potrdilom o invalidnosti in osebno fotografijo, kartico lahko dobite na vsaki upravni enoti, in sicer brezplačno. Slovenija je bila prva država v Evropski uniji, ki je evropsko kartico ugodnosti za invalide zakonsko podprla, in to v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Slovenija je za države članice, ki evropsko kartice ugodnosti za invalide še niso vpeljale, za zgled dobre prakse in vzpostavljenega sistema, ki je na voljo invalidom in njihovi vključevanju v družbo. Veselimo pa se, da bo ta EU kartica zares lahko zaživela v vseh državah članicah. Direktiva določa, da morajo vse države članice vpeljati EU kartico ugodnosti za invalide v svoje sisteme. Nova evropska kartica ugodnosti za invalide, ki jo bo predvidoma s 1. januarjem 2025 možno uporabljati v vseh 27 državah članicah Evropske unije, bo invalidom omogočila lažje potovanje po vseh državah članicah in dostop do številnih storitev, tako v Sloveniji kot Evropski uniji, ter prednostno obravnavo na enakopravni osnovi za invalide. Začetki evropske kartice ugodnosti za invalide segajo že v davno leto 2016. Kasneje je to preraslo v dvoletni projekt, to je bilo med letom 2021 in 2022. Z veseljem pa lahko povemo, da smo s 1.1. pravzaprav zopet ponovno zaživeli projekt, ki se sicer dobil večje razsežnosti, ne bo več fokusiran samo na evropsko kartico, ampak bo šlo za vseslovensko akcijo ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Kartico uporabljam pri različnih storitvah, recimo od obiskov v kakšnih muzejih, gledališčih, potem recimo v knjižnicah, kjer knjige kupujem, tudi v turizmu, in to ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Na NSI-ju se ugotavljajo, da je trenutno v Sloveniji natisnjenih okrog 117 tisoč invalidskih kartic, ki so podeljene posameznikom z uradno priznano invalidnostjo. Evropsko kartico ugodnosti za invalide ima pri nas znatno manj posameznikov z uradno priznano invalidnostjo. Trenutno kartico ugodnosti za invalide koristi nekaj več kot 25.500 uporabnikov, invalidov. Prav s to vseslovensko akcijo ozaveščanja pa želimo, da vsi invalidi dejansko ugotovijo, da je to koristno za njih, tako za izenačevanje možnosti kot za socialno vključevanje invalidov v družbo. Super bi bilo, če bi kartica omogočala, da bi se lahko še več ljudi s tem ukvarjalo, da bi bilo še več ljudi vključenih recimo v nek šport na rekreativni ravni, ne vem, mogoče da se lažje pride na bazen, mogoče da greš lahko v fitness, mogoče da pri nakupu neke opreme, mogoče kolesarske opreme, potem mogoče pri kakšnih storitvah, kot so obiski športnih prireditev,
Tudi mi smo navijači za slovensko reprezentanco in za svoje najljubše klube. Nenazadnje šport je tisti, ki nas povezuje, ki se lahko družimo tudi s prijatelji, ki nimajo invalidnosti. Žal so v Sloveniji delovni invalidi glede evropske kartice ugodnosti za invalide v diskriminatornem položaju. Največja ovira, da se vsi invalidi niso odločili za pridobitev evropske kartice ugodnosti za invalide, je prav v tem, da ta kartica ponuja tudi brezplačne prevoze po celi Sloveniji. Žal invalidi, ki so v delovnem razmerju, do te ugodnosti niso upravičeni, ker jim delodajalci seveda v delovnem razmerju že povrnejo stroške prevoza. Nacionalni svet je v lanskem letu dal pobudo na Ministrstvo za infrastrukturo, da to zadevo uredijo, žal pa zakona ne želijo spremeniti, ker pravijo, da bi potem prišlo do težave dvojnega financiranja. Mi pa zadevo zagovarjamo seveda drugače. Vsak invalid, ki je v delovnem razmerju, ima pravico tudi do privatnega življenja. Se pravi, da popoldanskem času, nočnem času, kadarkoli želi, opravlja svoje prostočasne dejavnosti in v tem času bi lahko uporabljal to evropsko kartico za brezplačen prevoz, ne. Seznam ponudnikov popustov, ki jih je v Sloveniji mogoče izkoristiti z evropsko kartico ugodnosti za invalide, je objavljen na spletni strani www.invalidska-kartica.si in v mobilni aplikaciji Invalidska kartica ugodnosti. Obstoječi seznam ponudnikov je sicer malce zastarel, vendar posodobitev že poteka, zagotavljajo na NSIOS-u in dodajajo. Poleg tega pa seveda imamo v namen pridobiti še 100 novih ponudnikov v tem novem obdobju. Tu se bomo fokusirali predvsem na te večje trgovce, se pravi Lidl, Spar, Hofer, Mercator, Decathlon. To pomeni, da bi na enak način kot upokojenci tudi naši invalidi enkrat mesečno dobivali pač določene popuste, ne, pri nakupu njihovih artiklov. Absolutno si želimo privabiti recimo večja smučišča, se pravi popuste na večjih smučiščih v Sloveniji. Želimo si, da bi dejansko vse hotele zajeli v Sloveniji, mogoče kakšne brezplačne vstope v kinematografe, tudi za tiste, ki niso na invalidskih vozičkih, tudi večja gledališča. Trenutno imamo samo nekaj njih. Predvsem pa, da bi v okviru te kartice povečali neko družbeno odgovornost, ne. Predvsem pa, da bi v okviru te kartice povečali neko družbeno odgovornost, ne. Ne gre samo za neko popust na kartici, ki jo bo imel invalid, ampak bo šlo v bistvu za ozaveščanje vseh zaposlenih v Sparu o invalidih, o njihovem življenju, o pomenu tega invalidskega gibanja. Seveda je treba še veliko narediti pri ozaveščanju teh ponudnikov storitev. Namreč ni samo tisto, da je ponudba za nas dostopna, dostopen mora biti tudi prostor, v katerega lahko pridemo. Od sprejetja nove evropske direktive bo Slovenija evropsko kartico ugodnosti za invalide morala nadgraditi tudi v tem smislu, da bo digitalna.